Lepo pozdravljeni in dobrodošli na 19. izboru 10 največjih pravnikov. Izbor tradicionalno vsako leto pripravlja največji pravno-informacijski portal JUSinfo. V vseh teh letih se je na izborih zvrstilo že 64 pravnikov. Tokrat je med deseterico največ sodnikov do zdaj, in sicer 2 ustavna sodnika, en nekdanji sodnik in 2 okrožna sodnika. Izbor je tradicionalno potekal v 2 delih. Izmed 20 finalistov, ki so bili največkrat predlagani v prvem delu, se je med najvplivnejše uvrstilo 10 pravnikov, ki so do 18. novembra, ko se je izbor končal, dobili največ glasov. V prvem delu izbora so organizatorji prejeli več kot 100 različnih predlogov oziroma imen pravnikov, ki so bili letos po mnenju uporabnikov portala JUSinfo posebej prodorni in prizadevni pri svojem strokovnem delu. V drugem delu izbora so obiskovalci portala lahko oddali glas enemu izmed 20 finalistov. Tokrat smo zbrali več kot 7000 glasov, to je še enkrat več kot lani. Prejeli smo tudi številne utemeljitve glasovanj, iz katerih smo lahko razbrali, da so predlagani pravniki letos prepričali predvsem z lastnostmi, kot so nepristranskost, argumentiranost, angažiranost in seveda strokovnost. Posebno pogosto sta bila letos za posameznike izpostavljena pogum in pokončnost. Namen izbora je opozoriti na pomen pravne stroke in vplivnost posameznih pravnih strokovnjakov na dogajanja v tem letu. Sedaj pa lepo prosim generalnega direktorja družbe Lexpera, magistra Tomaža Iskra, da podeli plakete letošnjim najvplivnejšim pravnikom. Doktorica Sara Ahlin Doljak. Doktor Klemen Jaklič. Magister Martin Jančar. Doktor Marko Pavliha. Gospod Zvezdan Radonič. Doktor Miha Šepec. Doktor Andraž Teršek. Svojo udeležbo pa so upravičili dr. Rajko Knez, dr. Jurij Toplak in magister Matevž Krivic. Čestitke vsem najvplivnejšim pravnikom. Tradicionalno okroglo mizo, tokrat z naslovom Pravnik kot posameznik, kamenček ali trdna skala v pravnem mozaiku, bo letos vodil dr. Miha Šepec iz Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Še enkrat čestitke vsem, preden pa začnemo z okroglo mizo, pa vse skupaj vabimo na fotografiranje. Drage poslušalke, dragi poslušalci, dragi gostje, lepo pozdravljeni. Začetek bi se rad zahvalil družbi Lexpera in portalu JUSinfo, da je organiziral ta dogodek. Prepričan sem, da bomo veliko pametnega povedali. Vse udeležence pa tudi vabim, da se lahko posnetek spremljajo v živo na portalu JUSinfo in na portalu MMC RTV Slovenija. Lahko pa s komentarji in vprašanji sodelujejo tudi preko Twitterja na Lojtra10np2019. Preden bi začeli, bi jaz rad izpostavil 2 temeljni dilemi, s katerimi se bomo tudi ukvarjali na tej okrogli mizi. In prva je,
kolikšen vpliv pravnik danes v družbi sploh lahko ima. Namreč celotna naša družba je usmerjena k temu, da iščemo neke posebne posameznike, neke super posameznike, ki izstopajo iz povprečja. Naj bo to v športu, v glasbi, v kulturi, v umetnosti in v znanosti. Iščemo neke idole, neke junake, neke heroje, ki izstopajo. Torej, ali v pravu tudi obstajajo taki posamezniki, ki se svojimi posebnimi lastnostmi izstopajo in vodijo celotno pravno družbo in jim ostali sledijo, ali pa smo v bistvu vsi samo nek majhen kamenček v tem pravnem mozaiku, ki ga pravzaprav sploh ne moremo kaj dosti premakniti. Naslednja dilema, ki pa je meni tudi zelo zanimiva, je pa, koliko je pravnik danes sploh svoboden, samostojen pri tem, ko zastavlja neka stališča. Namreč vsi pravniki pripadamo neki organizaciji. In močnejša kot je ta organizacija, močnejši vpliv kot ima, močnejši vpliv imamo mi. Torej, organizacija, kateri pripadamo, nam daje vpliv in avtoriteto. Recimo, ustavni sodnik ima avtoriteto in vpliv prav zato, ker je ustavni sodnik. Ali profesor na fakulteti takoj dobi ogromen vpliv in avtoriteto ravno zaradi organizacije, kateri pripada. Ampak seveda ta organizacija, ker nam daje vpliv in avtoriteto, zahteva neko poslušnost, zahteva neko pripadnost. Kar pomeni, da pravnik pravzaprav, ko se ga vpraša nekaj o lastni organizaciji, bo govoril samo lepe stvari. Če profesorja vprašate, kaj je narobe v praksi, na sodiščih, v tožilstvu, bo povedal, to je narobe, ta zakon je slab. Kaj pa je narobe na fakulteti? Ne, pri nam je pa vse v redu, vse je super. In verjetno je drugje podobno. Redki so tisti, ki ta led prebijajo. Ampak to je po drugi strani tudi logično, ker sicer bi pravnika silili v neko shizofreno situacijo, ko bi pravzaprav kritiziral lastno organizacijo, ki mu daje moč in vpliv, in s tem, ko bi avtoriteto lastne organizacije rušil, bi rušil tudi pravzaprav lasten vpliv. Tako da to je zanimiva dilema, ali pravniki res zastopamo neka svoje stališča, ko odgovarjamo na vprašanja, ko sodimo ali karkoli, ali pa so zadaj neki interesi tudi organizacij, katerih pripadamo in redki si upamo prebiti ali pa si upajo prebiti ta led. Tako da s tem bi pravzaprav odprl debato in začel z našim prvim gostom, dr. profesor Marko Pavliha. Za vas imamo vprašanje, kaj pravzaprav predstavlja karakteristike idealnega pravnika. Je to neka poštenost, dobrota, sočutje za sočloveka, ali je to nekdo, ki je razvil pravno teorijo in metodiko do vrhunskosti? Ali naj pravnik, ko sodi, recimo, če je to sodnik, sodi čisto po pravu, ali naj bo človečen, naj se vživi v vlogo ljudi, katerim sodi, ali naj sodi po pravu in tukaj ni prostora za čustva. Izvolite. Hvala lepa, lep pozdrav vsem, tudi gledalkam in gledalcem. Od srca čestitam vsem sonagrajencem. Še posebej kolegici Sari, žal edina dama letos v naši sreni, ampak toliko bolj močna, vplivna, spoštovanja vredna. Najlepša hvala tudi podjetju Lexpera, da že vrsto let organizira to akcijo, pa ne zato, da bi se kitili s priznanji, ampak da na ta način tudi poglablja naš družben širši dialog. In seveda najlepša hvala našim volivkam in volivcem, če lahko tako rečem. Vprašanje je res vredno veliko, ampak vredno v smislu vrednot, ne cene. Menim, da idealni pravnik obstaja samo v naših zaželenih mislih, morda na papirju ali v digitalni obliki. Zato bi bilo bržkone boljše govoriti o optimalnem pravniku, kajti perfekten strokovnjak zaenkrat ne obstaja, vsaj ne na te ravni evolucije človeka. Kaj bi bil pa optimalen pravnik? Po mojem skromnem mnenju bi moral biti optimalen pravnik za začetek človek z veliko začetnico, ki bi ga odlikovale vrednote in vrline kot denimo človečnost, zrelost, etičnost, moralnost, poštenost, pravičnost, zanesljivost, skrbnost, sočutnost, empatija, domoljubnost, svetovljanstvo in še bi lahko naštevali. In šele drugotnega pomena je
njegovo znanje, ki mora biti seveda obširno, mora biti primerjalno, mora biti nadgrajeno s praktičnimi izkušnjami, kar pravnika potem na eni strani usposoblja za reševanje konkretnih in največkrat zelo specializiranih problemov. Na drug način bi moral, torej hkrati bi moral imeti pa optimalni pravnik tudi vedno pred očmi celoto, torej celosten vpogled v dogajanje oziroma holistično razmišljanje. Preprosto povedano, verjetno bo v praksi venomer obrezoval in negoval samo en grmiček, mu da kakšno cvetlico v gozdu, ampak brez dojemanja tega gozda ne bo šlo, se bo prej ko slej zataknilo. Tako da bi lahko z drugimi besedami rekli, optimalnega pravnika, ki je morda še tisti najbližji približek idealnega pravnika, bi lahko opisali kot človeka, ki razmišlja z glavo in srcem, oziroma z eno besedo, ki je moder. Morda bo vaše vprašanje, kako pa do tega prideti? Ja, tudi to je še težje vprašanje. Boljšega odgovora nimam kot z obuditvijo antične pa ideje, torej načina izobraževanja, ki ga je najlepše pojasnil pokojni velikan slovenske pedagogike Franc Pediček. Rekel je, da bi morala biti današnja vzgoja sodobna pa ideja, ki bi bila zlasti funkcija človeka za njegovo učlovečevanje in šele potem funkcija družbe, ideologije in nekih drugih družbenih parametrov. In seveda to bi se moralo dogajati od vrtca do pravne fakultete in onkraj, tudi tekom vseživljenjskega izobraževanja. Tako da ja, brez enega in drugega ne gre, niso dovolj samo pozitivisti, niso dovolj samo tako imenovani naravni pravniki, ampak potrebujemo kombinacijo. Super, hvala lepa. Tako da tudi na fakulteti zdaj vemo, kako vzgajati te optimalne pravnike. Hvala. Upanje umre pred zadnje, ne? Kolega sodnik Zvezdan Radončič, vi ste znani po tem, da zelo odprto poveste in kritizirate tudi razmere na sodišču. S tem pravzaprav izpodbijate oziroma predstavljate izjemo tisti moji vodni tezi glede pripadnosti organizacije. In prepričan sem, da včasih vam to ne pridobi največjo naklonjenost med kolegi oziroma v organizaciji, v kateri delate. Zanima pa me, ali menite, da je neka meja, ko pravzaprav sodnik ne bi smel javno izpostavljati problematik za to, da bi ohranil integriteto in zaupanje sodstva, torej predvsem zaupanje javnosti, ali pa menite, da je ravno obratno, da sodnik mora spregovoriti, ker ravno na ta način bo prišlo do nekaterih sprememb in reševanju problemov, ki se morda pojavljajo, pa morda še, ali se zaradi vaših akcij, ki ste jih do sedaj izpeljali, ste že opazili kakšne spremembe na boljše? Izvolite. Bilo je veliko vprašanj, poskusil sem si jih zapomniti, zapisati, vendar kot je rekel kolega Pavliha, tako kot ni idealnih pravnikov, niti ni idealnih časov. Se pravi, vsi časi imajo neke svoje težave, tudi v delovanju sodstva, pravosodja in širše. Človeška družba je pač taka, da so skozi neke težave, ki se jih rešuje, večje ali manjše. Morda je tu v tej državi v zadnjih 30 letih prišlo do nekega, kako bi se izrazil, nezadostnega angažmaja, pa so se morda neke stvari odvile neidealno. V sodstvu nisem samo jaz, ki opozarjam na te probleme. Izpostavil bi zakonca Zobec, izpostavil bi mnoge sodnike, ki so me podprli v teh problematičnih časih in tudi mnoge člane civilnih društev, združenj, odvetnike, določene medije in tudi določene politične sile v državi, ki so zaznale v teh mojih poskusih nekaj konstruktivnega, nekaj dobronamernega, ne pa nekaj brutalnega, nekaj destruktivnega, nekaj škodoželjnega. Dovolite mi, da poudarim, da sem 30 let na sodiščih, od tega 7 let kot zastopnik neke finančne ustanove, da sem sodnik 23 let in da se v teh 30 letih nikoli razen enkrat
ni zgodilo nič pretirano ekscesnega. Takrat sem tudi moral uporabiti določene besede in tudi, če bi se vse odvrtelo nazaj, bi popolnoma iste besede uporabil v popolnoma istih kontekstih. Boljše vprašanje od tega, zakaj sem se jaz tako obnašal, je, katere situacije so me spravili do tega, da sem se tako moral obnašati. Škoda, da tu ni Matevža Krivica, midva sva vodila neke razgovore, tudi dalj časa trajajoče, brez vsakih grobih besed. Jaz se zelo rad izobražujem, številni pravniki v državi so dovolj kakovostni, da mi ponudijo užitek v razpravi. Najmanj pa uživam, kadar jaz vodim razgovor, kadar sam debatiram, kadar učim druge nečemu, bistveno raje prisluhnem, se naučim. Nisem torej človek, ki bi rad tako nastopal. Navezujem se morda na tisto temeljno vprašanje, če sem vas prav razumel. Na mene se je spravilo praktično celotno pravosodje, lejte, od sodnega sveta, disciplinskih teles, etičnih komisij, predsednika sodišča, višjih sodnikov, 2 vrhovnih sodnikov, državno tožilstvo, nek določen odvetnik, zoper mene potekajo 4 predkazenska postopka. Dobesedno se bojim, da neke stvari, ki bi morajo biti raziskane, se ne raziskujejo, potrebno, da se to ne vodi ustrezno in morda zato vse to, kar počnem, bo izvenelo v prazno, morda ne bo dalo sadov, na koncu bom verjetno jaz v določenih medijih izpadel kot nek paranoik, ki si izmišljuje neka dogajanja, ki jih ni, v osnovi pa gotovo so. Torej pozivam kolege pravnike najširše, da spregovorijo. Dokler od 900 sodnikov govorimo 3 ali 4, nekih 30 jih zatrjuje, da so pogumni in pokončni, ostali pa molčijo, se te stvari ne bodo mogle premakniti. Jaz torej lahko govorim o sodstvu v Ljubljani in upam, da sem uspel odgovoriti. Kar zadeva meje integritete, kot sem dejal, in tudi sedaj v teh parih minutah lahko opazite, da zelo nerad kričim, gestikuliram, nadlegujem kogarkoli. Ljubši mi je takšen civiliziran pogovor, vendar pa, ko se neke zadeve zgodijo tako, kot so se po mojem globokem prepričanju dogajali in se še vedno dogajajo na očeh javnosti, jaz ne morem biti tiho in tudi ne bom tiho, čeprav pričakujem tudi v prihodnje nadaljne sankcije vseh teh organov in teles in ne bo me presenetilo, če se bo to tudi stopnjevalo, vendar pa za konec izražam upanje, da bodo vendarle ustvarile dominacijo tiste sile, ki ime v prvi vrsti do resnice in do pravice, kajti resnica je tisto bistvo vsega, česarkoli se lotimo, obstaja vedno resnica in veliko neresnic. Sodnikova funkcija je, da raziskuje resnico, da išče tisto edino utrto pot, ki pelje torej do rešitve nekega primera, tako da bo rešitev torej resnična in šele s tem tudi zakonita in pravična. Najlepša hvala. Dvojni doktor Klemen Jaklič, ustavni sodnik, velik poznavalec domače in tuje ustavne doktrine. Zanima me predvsem to, kar se zadnje čase pojavlja v javnosti, češ, da politika ima nek vpliv na sodnike. Zdaj, ali je res ta naš sistem, ko pravzaprav poslanci volijo sodnike, ali to na nek način politično lahko vpliva, se politika preveč vtika v sodstvo, ali je sodstvo popolnoma suvereno in morda kakšna izkušnja iz tujine, kako v tujini rešujejo ta vpliv politike v sodstvo oziroma ali tega sploh ni. Izvolite. Ja, hvala lepa. Če ste mislili mogoče volitve ustavnih sodnikov, mislim, da je sistem primerljiv, kot je drugod po svetu. Mislim, da je pomembno, da seveda pri takšnih, pri najvišjih inštancah sodstva se voli v državnem zboru. To je seveda primerljivo. Mislim, da ni problem v samem institutu volitve ustavnih sodnikov.
tudi v ZDA, recimo, jih potrjujejo v senatu. Tam imajo zelo temeljit postopek, seveda, predlaga jih predsednik, tako kot pri nas, vidimo zelo primerljivo. Postopek je pa bolj temeljit pri tako imenovanih hearingih, pri zaslišanjih v senatnem odboru za pravosodje. In to mislim, da je prav, jaz osebno to mislim, ker ti tisti, ki volijo, ki glasujejo o tebi, tisti imajo pravico te temeljito izprašati. Ne pa naprimer novinarji, kot je to pri nas, ampak to je po mojem mnenju eden od mankov slovenske ustave, to bi moralo verjetno biti že v ustavi, najmanj v zakonu, da bi bili ti hearingi predvideni, tako kot so naprimer za ministre v državnem zboru, tudi v državnem zboru za kandidate za ustavne sodnike. To bi bilo po mojem mnenju idealno, ker tisti, ki o tebi glasuje, tisti naj te tudi temeljito izpraša. Verjetno je bolje, da to pravijo vsaj novinarji kot nihče, ampak ta sistem je primerljiv, kot pravim. Po mojem mnenju ni tukaj nobenega problema v sami instituciji imenovanja, voljenja ustavnih sodnikov. Ključno vprašanje se mi zdi, kako je potem, ko je nekdo izvoljen in kdo je tisti, ki je izvoljen, ali je dovolj podkovan na področju primerjalnega ustavnega prava, poleg tistega, kar sta že predhodnika pred menoj govorila, kar bi se strinjal je prvo, vse te stvari, vse te kvalifikacije, človek z veliko začetnico, resnica, vse to je pred poznavanjem celo ustavnega prava. Te institucijo je potrebno postaviti na temelj resnice, ne na temelj pol resnice ali pa na temelj nekih vprašljivih alternativnih dejstev morda, ali pa nekih interpretacij v postmoderni družbi, vsaj tam, kjer je resnica dosegljiva. Marsikje je resnica dosegljiva, marsikje ni. Tako da to je predpogoj, potem za temi osnovnimi počeli in aksiomi odličnega ustavnega sodnika pride pa na vrsto temeljito poznavanje ustavnega prava, primerjalnega ustavnega prava. Nič ni narobe, če so kakšni sodniki tu in tam z različnih področij. Mislim, da je to zelo dobro, da mora biti tako, z različnih branž pravnih in tako, pa tudi z različnih vsebinskih področij, ampak vsi ti bi idealno imeli močno ustavno-pravno komponento, dimenzijo. Primerjalno ustavno sodno doktrino bi bilo treba temeljito poznati, bi moralo biti nekaj, na čemer bi morali ustavni sodniki delati skozi desetletja, to je moje trdno prepričanje, ker tukaj ne gre za nekaj, kar se lahko naučiš v enem, 2 ali 3 letih, ampak je nekaj, kar moraš vse skozi svojo kariero nenehno graditi. In zato bi si jaz osebno želel, da bi kot država Slovenija delala na tem problemu, to pa po mojem je problem. Imamo premalo takšnih strokovnjakov z tega področja, ki bi karierno delali na tem področju, nekaj malega jih je. Ko pa pride do vprašanja volitev takšnih, ki pa potem se dogaja, da ne pridejo skozi zaradi različnih razlogov, morda tudi tistih, o katerih ste vi razmišljali pri vprašanju. No, ampak če bi imeli dovolj velik bazen kot država takšnih strokovnjakov, potem bi nam bilo lažje, potem bi naše inštitucije bile še bolj kvalitetne, kot so. Jaz mislim, da bi morali sistematično delati na tem, da bi fakultete, pravzaprav že pravne fakultete, ki jih imamo v državi, sistematično pošiljale študente na podiplomske študije, na doktorate, na izmenjave na tem področju, na tuje vodilne univerze in bi jih sistematično tako izobraževali, ne vem, na leto enih par, to pomeni v 20 letih toliko in potem bi imeli dovolj velik bazen za vrhunske ustavno-pravne strokovnjake, bodoče sodnike, bodoče odvetnike, vodilne odvetnike, pač pravnike na različnih sferah, o katerih govorite. Tista vodilna sila bi lahko bili, mi pa kot država, se mi zdi, tukaj se strinjam, smo zaspali tudi v tem smislu, marsikaterem smislu smo zaspali, tudi v tem smislu, da v 30 letih nismo izobrazili niti, jaz bi rekel, niti 10 takšnih ustavno-pravnih strokovnjakov, ki bi bili lahko dovolj kvalitetni sodniki tudi na ustavnem sodišču. Kajti tukaj pa je po mojem problem. Jaz sem o tem že večkrat govoril in stalno govorim preko svojih ločenih mnenj, preko pojasnevanja svojih ločenih mnenj, ponavljanja svojih ločenih mnenj, pravzaprav v javnosti tudi. Ta nivo diskurza je po mojem premalo kvaliteten
še premalo kvaliteten. Več bi se morali pogovarjati, več bi morali identificirati ključne protiargumente na eni in drugi strani, potem ena stran odgovarjati drugi na takšen ključen protiargument. To je po mojem mnenju še preveč v povojih zaradi različnih razlogov. Zdaj ne vem, bi na pamet govoril, če bi rekel, da je ta razlog, ki ste ga vi omenili. To je vsekakor ena od hipotez. Drugi razlog je lahko v tem, da pač ne gre v tolikšni meri za ustavnopravne strokovnjake. Pri nas v Sloveniji se hitro nalepi nalepka ustavnopravni strokovnjak. Ustavnopravni strokovnjak je nekdo, ki je leta in leta študiral ustavno sodno doktrino, ustavno teorijo, po možnosti na univerzah, kjer imajo tradicijo, kjer imajo 200-letno tradicijo, 100-letno, 50-letno tradicijo tega področja. Potem lahko govorimo o ustavnopravnih strokovnjakih. In takrat, če je nekdo res pristno študiral takšne stvari, če je v tem okolju pravniško dozorel, enostavno, če ni že od začetka, pa takrat vzljubi ustavno doktrino. Verjame v to in si ne pusti, da bi od tega odstopal. Kadar ve, da ustavno-sodna doktrina nekaj sporoča. Nekaj sporoča na podlagi trdnih argumentov. In če bi šlo za takšne sodnike, jaz vidim takšne sodnike po Evropi, po vodilnih evropskih sodiščih, po svetu, takrat pravo v resnici je sposobno zavezovati bolj, kot pa zavezuje takrat, ko niti pravzaprav nisi dovolj seznanjen s tem primerjalnim ustavno-sodnim diskurzom. Tako da poleg vseh tistih kvalitet, ki sta jih sogovornika pred menoj omenjala, ki so na prvem mestu, bi rekel, da je tudi ta dimenzija pomembna, zelo pomembna. Ni tistega pravnika vodje, o katerim ste govorili, in ni tistega napredka, preko katerega lahko pridemo do sprememb, če ni tudi te tretje dimenzije. In pristne vere in zaupanja in to se pravi nekega idealizma sledenja ustavno-sodni doktrini na primerjalno-pravnem področju. To je tisto, kar zavezuje. Torej, kvaliteta znanja, se popolnoma strinjam. Kolega doktor Andraž Teršek, tudi vi dostikrat nastopate v javnosti, poveste to, kar imate na jeziku. Mene zanima sledeče, in sicer nekako dobivamo občutek, da splošna javnost sodstvu pretirano ne zaupa. V nekaterih državah gledajo na sodišča s strahospoštovanjem, se sodnikov pravzaprav že skoraj bojijo, pri nas pa v javnosti opletajo z podkupovanjem, nezaupanjem, češ da ta ugled sodstva stalno pada. Tudi laganje na sodišču za pridobitev lastnega interesa je nekaj čisto običajnega. Kako smo prišli do tega? Zakaj na to, čemu je botrovalo to, oziroma kje so vzroki, kaj vi menite? Ker jaz dobimam občutek, da pravzaprav najbolj cenimo sodniško delo, pravzaprav samo še pravniki, zato ker mi vemo, da situacija še zdaleč ni tako kritična, kot se v javnosti pojavlja. Kaj menite, zakaj je v javnosti prišlo do tega? No, najprej, jaz ne spregovorim, kadar imam kaj na jeziku, ampak spregovorim takrat, kadar v svojem mišljenju izoblikujem prepričanje. Do tega prepričanja pa vselej pridem na način, o katerem je govoril ustavni sodnik Jaklič. Zdaj, v mislih imam neko sintagmo, ki bi se glasila generacijski prepad ali pa velika kulturna razlika pri dojemanju, razumevanju prava, ukvarjanju s pravom, načinom študija prava, ki je več kot očitna v našem političnem in kulturnem prostoru, in o tem lahko govorim, ker sem svoje življenje zapisal. Tako kot kolega Jaklič, temu, o čemer je govoril. Knjige, študij, znanja in tako naprej. Anekdotično pred parimi dnevi je oče ugotovil, da če vseh tistih knjig ustavno-pravnih, ki sem jih nakupil, ne bi nakupil, da bi prišparal 26.000 evrov. To ni majhna številka, ampak v osnovi sploh ne gre toliko za to,
kaj in koliko je kdo prečital, preštudiral, gre predvsem za to, ali to razumeš ali ne razumeš. In v našem prostoru, javnem, o politiki dnevni sploh ne mislim govoriti, tudi v našem javnem strokovnem prostoru je več kot očitno, da znatno preveliko število ljudi, ki se s pravom ukvarja, prava enostavno ni sposobno misliti, razumeti in seveda posledično tudi ne aplicirati pri pogovoru, pri razumevanju, pri analizi ali pa pri reševanju posameznih konkretnih primerov. Vprašanje ni pravo vprašanje več zame. Pred parimi leti, ko smo mi mlajši orali ledino na tem področju, ko smo začeli objavljati tudi svoje komentarje in članke tudi na to temo, bi morda to bilo pravo vprašanje. Danes se zame to ne zdi več pravo vprašanje, saj na vsezadnje več kot 10 ali celo več kot 15 let nekateri prav to vprašanje naslavljamo v svojih delih, pri svojem javnem nastopanju, za katero pa verjamem marsikdo od nas že pošteno izgublja voljo in motivacijo, če ne drugega v tem smislu, da ne samo, da se nič ne spremeni, tisto, kar bi se, ne nič, popravljam se, tisto, kar bi se nujno moralo spremeniti in bi se z lahkoto spremenilo na bolje, se vsak dan samo še slabša in slabša in slabša in jaz včasih uporabim prispodobo, da je spodaj samo prazen prostor in ni nikakršne omejitve in da smo vsi skupaj tudi v tem pogledu v prostem padu, za katerega se zdi, da na koncu ne čaka dno. Tisto, kar se zdi od vsega tega, kar sem razbrojil iz dosedanjih vprašanj do tega trenutka in odgovorov, pa tudi iz tvojega uvoda v to okroglo mizo, je ta lažna dilema, ta nemišljenjski mit o tem, kaj pomeni odločati po pravu in kaj pomeni odločati nekoliko drugače. To sem razbral tudi v tvojem seveda provokativnem vprašanju na začetku, ko si rekel, kdo je zdaj izvrsten, verodostojen, pristen predstavnik pravne stroke, tisti, ki odloča, kako si že rekel, čisto po pravu, ali tisti, ki odloča malo drugače. Zame jaz te dileme ne razumem, zame ta dilema ne obstaja. Kaj pa pomeni odločanje čisto po pravu? Če si kdo predstavlja odločanje čisto po pravu po črki zakona, ki jo samo izgovoriš na glas, ne da bi ob tem razmišljal kot človek in kot intelektualna osebnost, to nima nobene veze s pravom, to ni več pravo. Se pravi, čisto po pravu pomeni vedno tako, kot po pravu mora biti. Pričemer v današnjem času in v današnji družbi si človek, ko gre za pravo, težko kaj novega sploh izmisli. Tudi če se pojavi neka drugačna rešitev nekega pravnega vprašanja, nekoliko spremenjen precedens, drugačen pogled na neko pravno vprašanje, to je še vedno čisto po pravu, ker nismo padli z vesolja v prazen, nenaseljen prostor. Za nami je zgodovina civilizacije, za nami je nepreštevno število sodnih odločb, člankov, knjig, vse je že bilo dognano, premišljeno in skoraj da vse je bilo že tudi odločeno. Že na ustavni ravni je recimo neprimerljivo primerjati odgovornost nekega in manevrski prostor za odločanje nekega vrhovnega sodišča ZDA ali pa recimo nekega modernega evropskega ustavnega sodišča, se je skoraj da že bilo vse odločeno in velika večina od tistega, kar je že bilo odločeno, je bilo že vnaprej napisano. Naša ustava je čudovita, je dolga in natančna. Komentar ustave je odličen, je dolg in je natančen.
odločb Evropskega sodišča za človekove pravice je skoraj da nepreštevno število, če v to vključimo še komentarje in tako naprej. Vse je tako rekoč bilo že dognano. In problem, s katerim se soočamo, predvsem pri nas ni to, da se razpravno ne bi mogli poenotiti okrog težjih pravnih vprašanj, ampak se dogaja ves čas neko skoraj da cicibansko, gostilniško prerekanje o vprašanjih in rešitvah, ki morajo biti za pravnika samoumevne, o tistem, ker je že zdavna in tolikokrat bilo dognano in odločeno. Zato mi, ki pišemo, ves čas ponavljamo eno in isto, sodnik Jaklič v svojih ločenih mnenjih ponavlja eno in isto, mnogi drugi pravniški kolegi desetletja ponavljajo eno in isto, pa ne samo, da se ne prime, ampak je vse slabše. Ne? In ta prerekanja, navidezna prerekanja o temeljnih postulatih vladavine prava, kot so pravičnost, kot so videz nepristranskosti, naprimer v slovenskem prostoru zdaj ne leta 1512, ampak leta 2020, ne, se še vedno moramo pogovarjati o tem, kaj je to sodniška neodvisnost in nepristranskost in kaj je to videz neodvisnosti in nepristranskosti. To so vprašanja, ki jih na fakulteti oddelaš z razredom študentov in študentk, verjeten v največ 2-3 urah, ker je vse jasno, ker je enostavno in potem greš na težje teme. Pri nas pa znova in znova in znova in znova javne polemike o tistem, kar je pravna abeceda. Če pravne abecede ne razumeš, se o pravu ne moreš pogovarjati. In premalo je poudarka na to, kdo odraža umno in intelektualno zmožnost in kompetenco za razumevanje in pojasnjevanje prava in kdo ne. Dokazi o tem so v delu, ki ga vsak posameznik upravlja, in če to delo upravlja skozi daljše število let, je to tisti pravi dokaz, kaj je človek v svojem življenju naredil na tem področju, kaj ima zapovedati, kakšno moč imajo njegovi argumenti in kako kompetentno se lahko pogovarja o širokih in več pravniških temah. In žal je tudi pri nas tako, da so običajno najglasnejši tisti, za katere bi bilo dobro, da bi pogosto molčali, in ko to rečem, ne mislim na nikogar, ki je član tega omizja danes. Konkretno pa na vprašanje ne bi odgovoril, ker se mi to več ne zdi zame primerno vprašanje. V redu, prav. Najlepša hvala za mnenje. Kolega magister Martin Jančar, vi ste sodnik, veliko kolumn pišete, so zelo zanimive. In sicer ena me je pritegnila, ko ste napisali, da mora biti sodnik, oziroma to je tudi zakonska dikcija v zakonu o sodniški službi, osebnostno primeren za opravljanje funkcije sodnika. In potem navajate nek primer, ko so na nekem sodišču neformalno preverjali, ali je sodnik poročen, oziroma ali je koruznik, in če je koruznik, to potem ni osebno primeren. Oziroma, kje je zdaj ta meja? Kdaj država lahko preverja osebno primernost sodnika? Kaj to pomeni? Morda takrat, ko je na sodišču, potem pa popoldne, ko ni v službi, lahko počne, kar hoče, ali je to zdaj cela življenjska obveza te primernosti? Kaj menite? Kje so tudi te meje? Zdaj, mislim, da sem zelo natančno napisal, da je šlo za, bom rekel, pravilo, ki se je oblikovalo v sodni subkulturi. Skratka, mi lahko govorimo o čemerkoli, ampak dejstvo je, da ta poklic ravno zaradi neke svoje zaprtosti, ki jo terja nekako zadržanost ali pa pravilo do zadržanosti sodnika, ustvarja tudi neka svoja, bom rekel, to običajna pravila. Ta zadeva je karikirana zaradi tega, ker so slučajno res na neki zabavi v šali so povedali, da na nekem sodišču so pač rekli, zdaj, ko bo šel, ali pa če misliš kandidirati za okrožnega, se moraš pa zdaj že končno oženiti, ne? Zato, da pač z sklenitvijo zakonske zveze na nek, bom rekel, običajni način izražiš privrženost in razumevanje nekega odnosa, ki temelji na nekih obveznosti drug do druge in da tega ne prepuščaš neki neformalni obliki. Tako da to ni bila nikoli formalna zahteva. Je pa tudi res, da so iz prakse znani primeri, kjer se je to osebno neprimernost
baziralo na sicer formalno pogojih, ki so zapisani v zakonu o sodniški službi, se pravi, ki se pretežno gibljejo okoli standardov, se pravi, varovanja ugleda sodstva, nepristranskosti sojenja. Vendar imamo tam eno dikcijo, da je na to mogoče utemeljeno sklepati na podlagi prejšnjega življenja, vedenja in obnašanja. Tako da skozi te inštitute se lahko sprovede marsikaj in tukaj seveda pojasnitvena dolžnost ali pa obrazložitev teh odločitev ni nujno podvržena neki teži ali pa neki inštančni kontroli, ki bi pač te navedbe izpodbijala. Mene moti predvsem pri tem poudarjanju videza neodvisnosti in seveda usmerjanja na te osebnosti, na osebne značilnosti sodnika, predvsem to, da v tem zaletu ne bi šli predaleč. Se pravi, mi imamo za razliko od tega, kar je javnost misli, ker percepira našo službo predvsem skozi trajnost mandata, zelo restriktivne določbe, tako v zakonu o sodniški službi in seveda imamo tudi skozi sodniški kodeks in zdaj seveda tudi s to komisijo za etične vprašanja pri sodnem svetu, ki nekako poskuša te zelo abstraktne določbe preliti neka konkretna pravila. Jaz mislim, da tukaj seveda se dela v zanosu lahko marsikatera napaka. Primarno, če je vendarle treba razumeti, da gre za opravljanje poklica. In v drugi točki bom jaz rekel, to opravljanje poklica zahteva poznavanje življenja. Mi imamo zelo natančne določbe tudi Ustavnega sodišča, kjer pravijo, da moraš na življenjskih izkušnjah utemeljiti sklep, ali pa ki omogoča na življenjskih izkušnjah utemeljen sklep. Odkot naj torej sodnik dobi te življenjske izkušnje, če živi življenje meniha, če nikoli v življenju ni nobene napake napravil, če nikoli ni šel skozi nek normalni proces odraščanja. Se pravi, napake so del našega življenja. Jaz vedno izhajam iz tistega, mislim, da bi vse nekaj mlajši, ko mu pripisujejo to reklo, da se motiti človeško. Motiti se je človeško zaradi tega, ker smo mi sposobni refleksije o napakah. Živali se ne motijo, živali vedno delajo po liniji svojega instinkta, to je Nietzsche zelo dobro napisal tam v gnoseologiji morale. Mi smo pa tisti, ki smo sposobni naše dejanje presoditi skozi stališče, ali je bilo prav ali ni bilo prav in tako dalje. Skratka, napake bomo storili, če bomo imeli refleksijo, potem bomo izpolnili tudi tisti drugi del tega izreka, ki pravi pa, da vztrajati v napaki pa je zlo. In tu v tem se skriva ena hujša resnica. Se pravi, te minimumi starostni so določeni tudi zaradi tega, da lahko ti svoje napake napraviš. Se pravi, ne smemo preveč daleč iti z razumevanjem, kaj pa še sme sodnik delati, da bo varoval ugled sodstva in tako dalje. Ta restrikcija se mi zdi pomembna, da se opozori, preden pride do problemov. Zdaj enkrat jih še ni, ali pa bo rekel, so izraženi, zdaj ne bom druga rekel konkretno najbolj okoli primera kolege Zvezdana, ampak imajo pa potencial, da se razvijajo v napačni smeri. Se pravi, te zadeve, ki zlasti na področju etike, kjer se ugotavlja, je treba spostaviti nek self-restraint, ker če ne se nam bo zgodilo tisto, kar je nekoč rekel en drugi Martin Niemöller, mislim, da se je pisal, da prvo so prišli po socialiste, pa sem molčal, pa na koncu ni bilo pa več nobenega, ki bi še za to rekel. Ker jaz bi se eno odpravil z eno nekakšno nezaupanje bi odpravil s tem, da dosti tega, kar se generira glede videza sodstva, je pravzaprav produkt same zasnove sojenja, zlasti na kazenskem področju kot delovnega procesa. Se pravi, zakaj se toliko išče nekega neodvisnega, nekega popolnega sodnika? Ne samo zaradi tega, ker je, bom rekel, dominus litis postopka, ampak je tudi ključar, konkretno v kazenskem postopku, materialne resnice. Se pravi, večina ljudi ima predstavo, da je on tisti, ki prepozna to materialno resnico in seveda potem tudi kaznuje. Pri tem se marsikaj pozablja se recimo to, da se v velikih zadevah sodi v senatu in da vendarle
glasovanje tam večinsko, da tam obstaja cela vrsta diskusij znotraj senata in se mogoče premalo poudarja ta kolektivni način odločanja. Po drugi strani je zopet res, da je praksa zaradi značaja, zopet zahtev sojenja, ker se pravilno sojenje pogosto ocenjuje na podlagi obrazložitve, privedlo do tega, da se ta človeški element, ki ga porota ali pa prisedniki vnašajo v sojenje, bomo rekel, zanemari v korist pravne pravilnosti pred inštanco. To zbuja lahko včasih malce nenavadne pomisleke. To so samo neka opozorila, se pravi, marsikaj bi bilo treba verjetno tudi v sistemu dela ali pa sistemu kazenskega postopka nasploh, tu sem trden zagovornik sistema, ki bo odpravil inštrukcijsko maksimo kot neko generalno določilo ven, ki bi verjetno omogočalo potem, da sodnik tudi zavzame bistveno bolj skeptičen odnos do organov pregona, ker se mi zdi, da je tukaj največji problem, kajti definitivno je, da v sedanjem sistemu obtožba pri sodišču nosi večjo težo kot obramba. In ta miselnost seveda se ne bo spremenila takoj, se bi spremenila mogoče sistemskimi rešitvami, ampak vsekakor bo trajalo še nekaj časa. Počasi se ta duh v sodstvu vzpostavlja z sodbami sodišč. Pred kratkim smo imeli ravno zadeve, ki je od kolege Radoniča, odločitve Vrhovnega sodišča, ki se zopet postavlja stvari nekako na ta prava pota in iz tega bo marsikaj rezultiralo. Zdaj treba nekaj razumeti seveda. Jaz sem zelo skeptičen do prava kot take, pa če verjamete ali pa ne. Moje stališče je, da je pravo ultima ratio. Tako kot kazensko pravo je pa ultimo ratio ultima ratio, se pravi skrajno sredstvo skrajnega sredstva. Mi živimo nažalost v svetu, kjer pravo nadomešča moralo ali pa poskušamo dobiti od prava odgovor na moralna vprašanja. In ta pričakovanja seveda je treba razreševati na nekem drugem nivoju. Ustavno sodišče jaz vidim ravno v tej vlogi. Se pravi, te najvišje ustavne forume, ki nakažejo tiste širše, bom rekel, ne samo pravne, ampak človeške aspekte, ne? Zlasti recimo v kazenskem pravu presumpcije nedolžnosti in podobne zadeve, se pravi domneve nedolžnosti. Tu lahko gradimo nek odnos do prava kot sredstva, s katerim na koncu, ko se zadeve že res gredo po zlu, rešimo stvari. Bom dal konkreten primer, da ne bom preveč nejasen. Nekoč je bila to omenjena koncepcija pravosodja kot imunskega sistema. Oseba, ki skozi vas vozi 100 km/h, povozi otroka in seveda je kazensko obravnavan. Tu smo imeli pred tem praviloma več možnosti to zaustaviti. Ena možnost bi bila, da bi sovaščan stopil do tega človeka in mu rekel, poslušaj, nisi noben frajer, če voziš tu po vasi s tako hitrostjo in utrpel boš posledice. Izločili te bomo, ne bomo se več stavo pogovarjali, karkoli. Se pravi, na tej ravni, ki je človeška, ki je ne poznamo. Druga je recimo šele, da policija izvaja preventivne ukrepe, pa tam preprečuje, da bi nekdo hitro vozil ali pa postavimo pasivne policaje. Ne? To je pravi imunski sistem. Naš osebni odziv, da ko vidimo nepravilnost, da na njo osebno reagiramo. Ko je enkrat stvar pri meni, pri kazenskem sodniku, je stvar že končana. Jaz tega otroka ne morem obuditi. Jaz niti zadoščenja ne morem dati. Mi imamo generalno prevencijo praktično zreducirano na nulo. Mi imamo v smeri rehabilitacije storilca, to je namen kaznovanja in tako dalje. Se pravi, te satisfakcije iz sodnega postopka noben ne bo dobil. Če kdo to pričakuje, to je iluzija. Mi imamo zdaj položaj žrtve, imamo izboljšano to, se pravi denarne kompenzacije, ampak tega otroka noben ne bo užival. Če bi nekdo pravočasno tistemu fantu, ki si je spoilerje nastavil gor na neko zgarano Hondo in potem frajersko vozil skozi vas, pravočasno povedal, se pravi samoiniciativno deloval, se izpostavil, potem verjetno tudi do posledice ne bi bilo. Jaz sem imel osebne izkušnje, dobesedno s tem, ne sicer za takim primerom, ampak malce drugače, v eni kolumni sem ga tudi opisal. Ampak ta aspekt se mi zdi zelo pomemben. Pravo je kurativa.
kazenski sodnik pa onkolog. Če imamo srečo, lahko izrežemo tega raka, če ne pa pacient praviloma umre. Ne. In to je nekako moje videnje. Tako da, in tu se z kolego Radoničem, s katerim imamo zelo živahne debate in smo zelo dostikrat na nasprotnih poljih strinjamo, ne delati mitološkega sodnika, to je napaka. Ne? Mi moramo imeti moralni fundament, da lahko ti pravo kot nek normativni sistem deluje. Ne? In tega pa seveda sodobna družba ne nudi najbolj, tako bom rekel. Ne? Da ne bom predolg, podraž pa lahko začnemo. Zelo zanimivo, hvala, super. Kolegica dr. Sara Hlin-Doljak, vi ste odvetnica, mediatorka, predavate na fakulteti, torej res ste ena od tistih herojin, ki je na vseh področjih. In predvsem, kaj mlade pravnike pogosto zanima, ali je bolje se specializirati v eno samo konkretno področje in vložiti vso energijo v to, ali igrati na več kart, pa biti na več področjih, torej kot nek univerzalni pravnik za vse, ali je bolje ozka, specifična specializacija, sploh glede na to, kako široko je danes pravo, koliko možnosti specializacije v pravu. Izvolite. K razvoju prava lahko prispevam na vseh treh področjih kot odvetnica, mediatorka in predavateljica na fakulteti. Pri odvetniški zbornici sem specialistka za več področij prava, a se zadnja leta ukvarjam izključno z družinskim pravom. Prav tako sem pri okrožnem sodišču v Ljubljani imenovana za mediatorko na področju družinskega prava, na Evropski pravni fakulteti pa sem nosilka predmeta družinsko pravo. Delo na različnih položajih mi koristi, saj kot predavateljica lahko študentom predstavljam aktualno sodno prakso in nezmožnosti oziroma oteženosti uveljavljanja določenih institutov v praksi. Širino, ki mi jo dajeta odvetništvo in mediatorstvo, lahko s pridom uporabljam v pravni znanosti, sploh pri strokovnem izpopolnjevanju in sodelovanju s pravnimi teoretiki na področjih, s katerimi se raziskovalno ukvarjam tako pri nas kot v Evropski uniji. Družinsko pravo je živo, ni statično, zato mora pravna znanost na tem področju nujno slediti in biti kritična do sodne prakse. Najlepša hvala. Se bomo potem še vrnili na to. V kratkem se nam bo pridružil še dr. Jurij Toplak, ki je v ZDA, tako da bomo prek Skypa uredili to njegovo povezavo z njim. Jurij, lepo pozdravljeni, se slišimo? Ja, ne vem, neka zamuda je. No, super, no, ampak ti bom postavil vprašanje, pa tudi če pride za zamudo, bo še vedno tako, kot je bilo. In sicer vprašanje je zelo aktualno, ti si strokovnjak za področje svobode izražanja, pa da ne bomo nič se obotavljali. Poslanec reče, da je neka državna organizacija in te, ki v njej delujejo, da so mafija. Lahko to reče, spada to v svobodo govora, ali je šel predaleč. Nekateri pozivajo k kazenski represiji, ali je to čisto v njegovi svobodi. Vprašanje. Ti si strokovnjak.
Najprej lep pozdrav vsem, lepo vas je videti, še lepše bi bilo biti z vami tam, je žal, da ne morem biti v Ljubljani z vami, ker nekaterih od vas nisem videl že več kot 15 let, Sodnika Jančarja, recimo. Zdaj, v zvezi z tem primerom, ki se je zgodil z izjavo poslanca Mahniča, ki si jo omenil o mafiji. Mislim, da se je pokazalo, ene 3 stvari so se pokazali, ki so večje od tega enega kejsa. Prvič, pokazalo se je, da v Sloveniji večina, tudi pravniki, žal ne ločijo meje med dostojnim in nedostojnim in dovoljenim in prepovedanim. In bi radi ti 2 meji združili in vse, kar je nedostojno, postavili v polje prepovedanega in kazensko sankcionirali. Ni vse, kar je nedostojno, tudi prepovedano in prav je tako. Če jaz grem po ulici, pa mi nekdo ponudi roko, pa se stran obrnem, to je nedostojno. Ne moremo pa tega sankcionirati. In da je težko razumeti to razliko, se je pokazalo že pri zadevi Čeferin proti Sloveniji, ko je bil gospod Čeferin sankcioniran zaradi izrazov, kot je neosmišljeno nakladanje, in ko je Evropsko sodišče razsodilo, meja nedostojnega ne more biti na istem kot meja prepovedanega, so se celo eni sodniki zgražali tudi pisno. Kaj pa zdaj bojo pa vsi neprijazni, nespoštljivi? Ne bodo. Ljudje ločijo, kaj je kulturno in kaj je nekulturno, in tudi če to ne loči, to še ne moremo kazensko preganjati. Druga stvar, ki se je pokazala v tej zadevi v zvezi z mafijo, pa je, da mnogi, tudi pravniki, razumejo, da podobni primeri se sodijo podobno. Se spomnite, jaz sem navedel en primer iz Evropske sodišča človekove pravice in govor je bil, ja, ta primer pa ni identičen kot slovenski. Potem sem jih navedel še 5, kjer so ta pravna vprašanja rešena. Pa je bil odgovor, ja, nobeden od teh 5 ni identičen kot slovenski. Potem sem se spomnil pa predavanja bivšega ustavnega in pravnega sodnika Testina, da v Sloveniji so ljudje, ki učijo to gledanje, noben primer ni identičen, zato sploh ne rabimo mislim, da je to gledanje nevarno. To je bila ena sodniška štepa. In se vedno lahko, ko se stranka sklicuje na prakso, če pa vedno lahko rečemo, se pa ni identičen. Jasno, da ne. Nobena pa primera ni identična. Pravilo je, in podobni primeri se sodijo podobno. In če tega ne upoštevamo, potem odpremo vrata za arbitrarnost in potem dobimo množico sodb Evropskega sodišča človekove pravice, ki so neugodne. Tretja stvar, ki se je pa pokazala tu, pa je, da nekateri v državi, v tej zgodbi z mafijo, tretja stvar, ki se je pokazala, pa je, da nekateri v tej državi bi vedno radi, da bi država nastopala kot nek užaljenec in preganjala tiste, ki užaljajo. Država ne more biti užaljena. Država nima osebnih pravic. In contempt of court velja samo za stranke in tudi za užaljenje, ki nima ene zveze. Še četrta stvar, ki se je pokazala, vsak nerazumevanje, da contempt je, kar se nanaša samo na stranke. Mislim, da so to eni 4 nauki, ki smo jih tega potegnili, so večji kot ta samo ena zgodba posledičnega. Najlepša hvala, Juri.
Sicer zelo zanimivo, da mi še vedno imamo kaznivo dejanje sramotitev Republike Slovenije, ker se pravzaprav to kaznivo dejanje se ravno nanaša na žalitve, obrekovanje, ki so sicer namenjene fizičnim osebam, tukaj pa to zajema ravno, če to govori nekdo zoper državo. Tako da potem ostane vprašanje, kaj pa potem sploh spada v to kaznivo dejanje, oziroma ali bi to kaznivo dejanje morda celo neustavno, če pravzaprav nasprotuje ustavni doktrini. Morda kolega Teršek, vi ste tudi, to je vaše področje, kaj vi mislite o tej zadevi? Se strinjate s kolegom? Ja, seveda se. Mi se večinoma med sabo strinjamo, ker vemo, o čem govorimo, ne? Se težko čemerkoli prepiramo in moramo prav poiskati neko doktrinarno, izmuzljivo, na robu lebdeče težje vprašanje, o katerem lahko polemično razpravljamo, nimamo pa o tem vprašanjih, ki so aktualno v javnem prostoru, nimamo kaj polemično razpravljati, lahko se samo čudimo, včasih jezo, včasih smehom, se pa strinjam s to tezo. Ja, jaz mislim, da sem že enih 15 let nazaj napisal, da je zame tudi v tem delu slovenska zakonodaja protiustavna in glede tega nimam kaj reči, sploh glede na to, da je celo določeno, da naj bi se za to vrstno žalitev povzročitelj strožje kaznoval kot za druge vrste žalitev. Mislim, to nima nobene veze za 150 let učenja o svobodi izražanja, pa je vseeno začnemo pri Milu ali pa pri Aristotelu. Mislim, to je meni je to meni se na nek način o tem niti ne ljubi več pogovarjati, ne bi imel pa nič proti, če bi o tem lahko odločal. Ker potem bi odločitve imele znaten večji družbeni vpliv, kot pa so posamezni komentarji, članki, poglavja v knjigah in tako naprej. Ampak sklepno, če torej v Sloveniji preveč ljudi na prepomembnih položajih preslabo razume preveliko število vprašanj. Ljudi, ki pa razumejo, zakaj gre pri svobodi izražanja v demokratični družbi, pa poleg, hvala Bogu in Marksu, naših študentov, verjetno res lahko preštejemo na prste naših skupnih rok in žal so v javnem prostoru preglasni. Tisti, ki tudi te ustavne pravice ne razumejo, paradoksalno zanimivo pa je, da v javnem prostoru protestno najbolj kričijo, kadar se pojavijo kakšne nedostojnosti, tisti, ki so v svojih razpravah z drugimi ljudmi sami najbolj nedostojni. Ta paradoks mi je pa do neke mere skoraj da malo simpatičen. Ja, zanimivo, ampak vsekakor pa kaže na to dilemo prava, da ni vedno enotno. Ker ogromno pravnikov se ne strinja s temi stališči, ogromno, nekaj jih je bilo izpostavljenih. Kazenska ovadba je bila podana zoper poslanca, tako da vsaj to nakazuje, da te neke enotnosti, da bi vedno vsi zastavili isto stališče, ni. V doktrini je enotnost, ampak jaz se res kategorično v tem primeru ne želim pogovarjati, ker se mi zdi aboten. Kolega Pavliha, ste želeli še izvolite? Sem strokovnjak na tem področju, ampak vendarle poskušam razmišljati z srcem in glavo in je to po moje tipičen primer prekrivanja etike in prava, o čemer je sodnik Jančar govoril, o čemer je pa že leta nazaj Kant spregovoril grafično, če se spomnite, 2 krogov. En krog je etika, drugi krog je pravo, potem se ta kroga delno prekrivata. Tisto, kar je prekrito, pomeni, da je vse, kar je protipravno, hkrati tudi neetično, potem pa ostaja velik del protipravnega, kar družba dojema kot etično in obratno, velik del neetičnega, kar je pa vendarle lahko pravno in dovoljeno. No in sam to svobodo izražanja razumem približno takole aforistično, bolj z vidika dostojnosti, kajti menim, da kulture dialoga pri nam več ni, oziroma redko kdaj, premalokrat na takih omizjih ali drugod, če pogledamo po spletnih omrežjih, pa tudi drugače v medijih,
imam občutek, da je vedno več nestrpnosti, vedno več prepirljivosti, žal tudi v naši stroki. Sam pa razmišljam tako, mislim, da je kar nekaj ljudi, ki so dobesedno obsedeni, da se besedno iztrebljajo v javnosti, pri čemer se pa ne zavedajo, da je opravljanje male in velike potrebe pogosto prekršek ali celo kaznivo dejanje, uporaba javnih stranišč se pa ponavadi plača. Okay. Hvala za to. Oboje, kajti če si dober človek, ker je bistvena razlika. Ne, ni razlika. Jaz mislim, da v idealnem ali pa optimalnem scenariju ima človek v sebi takšen moralometer, če ga lahko imenujem, da hkrati ta moralometer deluje v duhu etike. In ne govorim vsakokratne etike neke ožje družbene skupine, ker etika je lahko tudi etika, ne vem, krajevne skupnosti recimo, ampak govorimo o svetovnem etosu. Torej govorimo o tistih etičnih načelih, ne vem, dolžnost nenasilja, pravica do življenja, ne nazadnje zlato pravilo, ampak nadgradnja zlatega pravila, ne samo v smislu človek do sočloveka, ampak do vseh živih bitij v tem smislu. Tukaj pa upam, da se strinjava, da se prekrivata. No? Okay. Naslednje vprašanje je se strani gledalcev, da ne bom samo jaz postavljal vprašanja, in sicer za vse tri naše sodnike. Vprašanje je, kako ocenjujete vlogo in smisel preiskovalnih komisij Državnega zbora? Zdaj seveda, če se kdo ne bo želel opredeliti, bo povsem razumljivo, pa bi mogoče začeli s tabo, Klemen, ko ste ustavni sodnik. Seveda, če misliš, da je vprašanje primerno. Hvala lepa, jaz sem se že opredelil v svojem ločenem mnenju, tako da tisto, kar sem tam napisal, lahko samo ponovim, tisto bistvo pravzaprav. Torej, preiskovalna pristojnost je ustavna kategorija, Državnega zbora je ustavna kategorija, to je pristojnost, ki Državnemu zboru daje ustava, prav tako kot je sodniška neodvisnost ustavna kategorija, nekaj, kar sodnikom, ali pa potem lahko razmišljamo tudi o tožilski samostojnosti v neki meri. Ne. Kategorija, ki tema dvema institucijama daje tudi ustava. In tukaj med temi garancijami, ki sta hkrati garanciji znotraj sistema delitve oblasti, zavor in ravnovesje, pač treba poiskati pravo mejo, pravo linijo. Zame ena absolutno varstvo enega na račun drugega ali pa absolutno varstvo drugega na račun prvega ne pride v poštev. Sicer ne bi bilo to v ustavi, kot sem rekel. To sta obenem civilizacijski dobrini vrednoti svobodne demokratične družbe, tako da tudi, če ne bi bili v ustavi, bi jih morali tako razlagati, kot da sta v ustavni kategoriji. No in na prvih lekcij, ki jih študent ustavnega prava v tujini sliši, kako je z delitvijo oblasti, je, da zavore in ravnovesja pravzaprav so instrument, ki temelji na nezaupanju ene veje oblasti v razmerju do drugih vej in drugih do te veje, ne pa na sistemu zaupanja. Tako da gre ravno za to. Gre za preiskovanje, pravzaprav preiskovanje v obe smeri. Saj gre tudi v kazenski preiskavi, lahko preiskujemo poslančevo pisarno. Lahko, če zasleduješ legitimen cilj, ki je sorazmeren z omejitvijo. Če bi kar tako preiskoval, ne. To je ta linija, o kateri govorim. Če pa preiskuješ kaznivo dejanje, sum kaznivega dejanja in je ukrep sorazmerno dovolj ozko ukrojen, tako da cilja ravno preiskavo, ali je ta poslanec v resnici to storil ali ne, potem je pa to skladno z ustavo. To sem tudi v enem prejšnjih ločenih mnenj tudi že zapisal. Podobno iz druge smeri. Če Državni zbor nekaj preiskuje, neke zlorabe v pravosodju, bodisi znotraj tožilstva, bodisi znotraj sodne veje oblasti, sem v svojem ločenem mnenju pač to elaboriral, razdelal in sem pojasnil, da ni pa za mene kot sodnika popolnoma nobenega dvoma, da glede zlorab to lahko počne. Da lahko preiskuje, kliče priče, ali je to res drži, kar je bilo recimo v predlogu za izvedbo dokaza na preiskovalni komisiji predlagano,
da je ta pa ta rekel, da se je pritiskalo protipravno izven zakona na nekega tožilca, na nekega sodnika, da je sodnik temu potem sledil, morda zaradi neke ugodnosti, takšne ali drugačne. To so vse primeri zlorab. In hkrati se je trdilo, da redna pot za sankcioniranje takšnih zlorab ne deluje, zaradi tega, ker je tudi ta redna pot podvržena tem istim zlorabam. In v takšnih situacijah absolutno ima preiskovalna komisija to pristojnost, da zlorabe nadzira. To izhaja iz jedra ustavnega načela delitve oblasti, kjer velja nezaupanje, kjer velja pravzaprav gledanje pod prste eden drugemu. Seveda je pa nekaj povsem drugega, ne? In to je ta linija, o kateri govorim, pa iz vidika parlamentarne preiskave do obeh neodvisnih vej. Nekaj drugega, če kličeš sodnika na odgovornost za njegovo ali za njeno izraženo stališče pri sodbi, ki sodi, mnenje, ki ne sodi v polje zlorabe, ne? Ali pa in očitno s tem sodi v polje pač nesoglasja med sodniki, v polje razumnega nesoglasja v svobodni demokratični družbi. Ne? To je zelo pomembno, kajti če bi nekdo pa se skliceval od sodnikov, ne, saj na mene nihče ne pritiska, ampak jaz vedno obsojam, mimo zakona, ja pa kaj, mimo zakona, ne? To bi bilo pa primer nerazumnega nesoglasja in to bi tudi lahko organi, ne samo lahko, morali organi preiskovati, ne? Takšne ekscese, ampak v tem primeru ni šlo za to, ne? Šlo za tiste navedbe, vsaj za potencialne zlorabe, ne? To je bila poanta, ne? Tako da za mene ta ločnica obstaja, jaz si ne moram predstavljati, kako bi nek ustavni pravnik, ki gre to študirati, delitev oblasti, te pristojnosti, v tujino, pride nazaj, tudi če je mislil v začetku, da je ena ali druga absolutno načelo, šel to študirati in vse to premlel, prišel nazaj in da bi imel isto stališče, ne bi ga imel. To je tisto, kar sem v začetku govoril in kar govori tudi kolega Teršek. Če se dolgo leta ukvarjaš z neko tematiko, z ustavnim pravom, prideš do tega, seveda bodo nesoglasja v nekih eksotičnih, doktrinarnih vprašanjih in tako naprej, ampak ustvaril boš pa jedro neke trdne doktrine, ustavno-pravne doktrine, temelječe na primerjalnem ustavnem diskurzu, ki velja v vsaki svobodni in demokratični družbi. Ali se tiče to svobode izražanja, ali se tiče to načela delitve oblasti ali česa podobnega. Ne boš pa mogel odločiti, po mojem mnenju, in tukaj sem bil kritičen v svojem ločenem mnenju, da pač avtomatično bi lahko poseglo v načelo neodvisnosti sodstva, neodvisnosti tožilstva, če nisi tega izmeril. Se lahko izmeriš tam na licu mesta, pa vidiš, da recimo nek akt, in to sem zapisal v svojem ločenem mnenju, akt o ustanovitvi preiskovalne komisije, pravzaprav ne kliče nobenega sodnika na odgovornost, ampak trdi, da bo preiskoval protizakonitost, da bo preiskoval pritiske in tako naprej. Ne? Tako da jaz mislim, da je ločnico je treba potegniti in ne preprosto odločati. Še posebej ne brez argumentacije. Hvala. Kolega Radonič, boste vi še nadaljujem tu. Jaz tu ločim med dvema zadevama, načela delitve oblasti in državnega interesa. Načelo delitve oblasti bi pomenilo, da se politiki prepoveduje vstop v sodstvo, kar je civilizacijsko pravna pridobitev in kar je splošno priznano načelo, da se ne instrumentalizira delovanje sodstva v politične usmeritve. Vendar pa obstaja tudi državni interes, ki pa ni politični interes, je nadstrankarsko. Namreč država je neka celina ne samo politične, temveč tudi civilizacijskih in drugih pridobitev in zdaj, če denimo sodna veja oblasti ali državno tožilstvo ogrožata funkcioniranje pravne države, ki je pa temeljna vrednota seveda in iz nje izhajajo vse druge, namreč ne morete imeti temeljnih človekovih pravic, če nimate pravne države. V tem primeru je pač potrebno poiskati neke mehanizme, da se vendarle vstopi v te zaprte sisteme, najbrž skozi sistem upravičen predsednika države ali kako drugače. Jaz sem študiral inštitut izrednih razmer, seveda, če je nek potres, pa je zatrpanih nekih 100 000 ljudi pod ruševinami, se ne bo strogo formalno uresničevala suverenost države, ampak se bodo prosili civilisti, vojaki, strukture vsega sveta, da odkopljajo tiste ljudi, da preživijo. V primeru, da je država ogrožena v neki potrebni meri, je pač nujno spregledati
ta neka sistemska določila in izjemoma torej ukrepati. Druga zadeva je, in s tem bom končal, da je treba ločevati med tem, kar neka komisija sme ali ne sme, in tem, kar nek posameznik lahko stori ali ne. Če bi bilo potrebno moje zaslišanje na preiskovalni komisiji, bi jaz stopil pred preiskovalno komisijo tudi, če bi 100-krat odločili, da to ni dovoljeno, da je to pritisk na sodstvo in tako naprej. Pač tisti, ki nima kaj skrivati, tisti, ki je na poteh resnice, verjetno ne bo imel problemov, da spregovori kaj. In tu je seveda zdaj vprašanje, ali tisti, ki tako temeljito zagovarjajo to načelo delitve oblasti, morda s tem ne zakrivajo neko sistematiko, ki že v osnovi tudi vpliva na temelje delovanja države. Hvala, če kolega Jančar, pa če bi lahko mogoče na kratko. Ne bi nič kaj dodajal. Ustavni položaji so tukaj relativno jasni. Tudi je treba razumeti, sodišča vedno odločajo v okviru tistega, kar se pač predlaga sodišču kot recimo obtožba in podobno. Tako da preiskovalna komisija s tem malo še širši diapazon delovanja. Kar je pri nas problematično, je čisto na pragmatični ravni, koliko so recimo postopki konkurirajo. Te primere smo imeli že v zgodovini, se pravi sojenje enemu izmed bivših poslancev, da ne govoril, kjer so se glavne obravnave za kaznivo dejanje in glavne obravnave za okoliščine tega, ki so bile obravnavane prek preiskovalne komisije, prekrivale, pa smo si drug drugemu hodili po nogah, pa seveda pol procesna uporabnost raznih zapisnikov in vseh teh zadev. Tako da v ustavnem smislu pa jaz nimam kaj dosti k temu dodati. Vsak vpogled, pa vsak nadzor še ne pomeni, bi rekel, posega v sodniško neodvisnost, vsaj v tem pogledu. Pa tu pač sledimo nekim višjim ciljem, noben ni zunaj prava, to zdaj poudarjajo, recimo tam preko luže. To pač tak je. Najlepša hvala, še kolega Teršek na hitro. Sam na kratko, dva problema bi izluščil iz vsega, kar sem slišal oziroma kar smo rekli, in seveda se s tem soglašam in mi so oba izrecno preopisala v tem vprašanju. Se pravi, eno je ta problem, ki sta ga tudi profesor Pavliha pa sodnik Jaklič izrecno omenila. Ko se ljudje, pa bom uporabil mil izraz, ko se začnejo pretvarjati, da ne razlikujejo več med prav in narobe, kar dejansko v končni instanci pomeni predvsem to, da se izogibajo odgovornosti za avtonomno odločanje, s čimer razčlovečijo samega sebe, umno se razčlovečijo, takrat javnost začne pozivati na pomoč pravo in takrat pravo odpove. In to se nam je zgodilo. In drug problem, ki je pa postal že kroničen in vsi smo vključeni, bili ali smo še v take zgodbe, ko postaviš nekomu vprašanje in ta nekdo je na nekaj funkciji in ga vprašaš to, kar ga upravičeno vprašaš. Vprašaš ga, če je res, da je storil nekaj narobe. Dobiš odgovor, zakaj me to sprašuješ, oziroma v tretjem koraku tega me ne smeš spraševati. To ni nič drugega kot popolna tehnično-instrumentalna zloraba oblasti, ki bi jo jaz naslovil z besedo arbitrarnost. In to se nam dogaja tudi danes in vsi tukaj smo že bili ali smo še vključeni prav v takšne zgodbe. Postavimo vprašanje in ne dobimo vsebinskega odgovora. In je vseeno, so to ločeno mnenja sodnika Jakliča, ali je to obrazložitev sodnika v kazenskem postopku, ali je to, čimer je govoril Marko, ali kar piševa midva, legitimno vsebinsko vprašanje dobi odgovor, tega me ne smeš vprašati. To je vladavina neprava. Vsakič, ko se to zgodi in večkrat, kot se to zgodi, bolj je sistem kontakt okužen z virusom vladavine neprava in jaz imam občutek, da smo tukaj popolnoma izgubili nadzor. Na eni strani se kriči, da nedostojnosti morajo postati protipravna
kazniva dejanja celo, na drugi strani pa se ne odgovarja na vsebinska vprašanja, ki so legitimna, sklicujoč se na domnevo, zavržno domnevo, tega nas pa ne smete vprašati. Ker bistvo prava je to, tako kot odločanje podobne primere, rešuješ primere, tako v vsakem posameznem primeru, kot je povedal sodnik Jaklič, postaviš pač mejo. Nekaj določiš generalno, potem pa presojaš od primera do primera, da ne bi kdo te meje prestopil. Pri nas se to poskuša z uravnilovko. Ne, tega ne bomo počeli, ne, teh ljudi nočemo, ne, tega nas ne smete vprašati. Zame to nima nobene veze z demokracijo, z vladavino prava in to dvoje se mi zdi v tem trenutku morda, če ne največji, pa dva izmed večjih problemov, ki generirajo potem vse ostale probleme, ki iz tega ven samo sledijo. Ja, sigurno, ja. Super, hvala. Kolegica dr. Rahlin Doljak, za vas ima javnost vprašanje, ali se naša sodišča izogibajo argumentom, ki izhajajo iz prakse EU, in ali naša sodišča dobro poznajo prakso Evropskega sodišča, sodišča Evropske skupnosti in pravila Evropske unije. Izvolite. Pri tem vprašanju lahko odgovorim kot odvetnica in kot dolgoletna predavateljica mednarodnega zasebnega prava. Kot odvetnica se velikokrat sklicujem na sodno prakso sodišča Evropske unije, a sodniki pri odločanju tega velikokrat ne upoštevajo. Zagotovo bi primeri pred slovenskimi sodišči večkrat zahtevali uporabo veljavnih določb evropskega prava, pa morda ta nanje zaradi nepoznavanja ali drugih razlogov niti ne pomislijo. Problem vidim v tem, da so sodniki v Sloveniji glede na zakonsko določene pogoje, ki jih je treba izpolniti za opravljanje sodniške službe, svoj dodiplomski študij dokončali v času, ko Slovenija še ni bila članica Evropske unije. V tistih časih pri takrat dveh obstoječih pravnih fakultetah še ni bilo katedre za evropsko pravo oziroma katedre za pravo Evropske unije. Če povzamem svoje ugotovitve iz prakse, lahko zaključim, da na slabo aktivnost slovenskih sodišč pri uporabi evropskega prava in posledično pri sprožanju postopkov za odločanje o predhodnem vprašanju pred sodiščem Evropske unije odločilno vplivajo trije dejavniki: pogoji dela v sodstvu, ki se nanašajo predvsem na obremenjenost slovenskih sodnikov, pomen prava Evropske unije v času študija sedanjih sodnikov ter zanimanje za usposabljanje sodnikov na tem področju. Nujno je sprejeti aktivnejšo vlogo in narediti potreben premik v slovenski miselnosti, na katero opozarjajo številni strokovnjaki, pa naj bo to v kolumnah, znanstvenih ali strokovnih analizah in v sklopu različnih izobraževanj. Slovenci smo se odločili, da vstopimo v Evropsko unijo in sprejeti moramo posledice te odločitve. Najlepša hvala. Ponovno bomo poklicali dr. Toplaka, medtem pa lahko še eno vprašanje zastavim. Torej, vprašanje javnosti za dr. Toplaka je, kakšen je vpliv politike na ustavno sodišče? Torej, če obstajajo neki vzvodi politike na ustavno sodišče, politizacija ustavnega sodišča. Juri, lepo pozdravljeni, se slišimo?
Ja, se slišimo. Ok, super. Juri, iz javnosti smo dobili vprašanje tudi zate. In sicer, kako ocenjuješ politizacijo Ustavnega sodišča oziroma ali meniš, da politika ima kakršenkoli vpliv na delovanje Ustavnega sodišča? Hvala za to. Najprej bi sam preveril, če me dobro slišite. Ja, v redu je. Najprej bi samo dodal, ker prej sem bil pač odrezan iz razprave. Pri mojem prejšnjem odgovoru je si dr. Šepec omenil, da ni take enotnosti med pravniki, se pa so ovadbe vložene pa proti poslancu, tako da ni to neka doktrina, ki bi bila, glede katere bi bili vsi enotni. Pa bi samo omenil, da ti primeri so znani iz tujine, da oblast v sodelovanju z nekaterimi pravniki preganja posameznike za njihove izjave, vlaga ovadbe in podobno. To je znano pod izrazom sue to scare, se pravi preganjati, da prestrašimo in tega posameznika in ostale, recimo tu moj sodelavec, profesor Sadurski iz Poljske, podobno zaradi tweetov, ki ga trenutna poljska oblast preganja iz materi ovadbe pri njega. Ampak Poljska je večja država in je veliko pozornosti mednarodnih medijev potegne. Slovenija je majhna, pa se s tem podobno tudi Turčija, recimo tam so tudi znani taki primeri. Skupina pravnikov skupaj z oblastjo pač preganja posameznika njegovih izjav. Tako da tu ne gre, da bi bila neka utemeljeni neki dve doktrini, ampak je jasno, kaj je doktrina in kaj je preganjanje posameznika, zadržanje, kaj na tak piše. Zdaj pa v zvezi z politiko in sodišči. Mislim, da vir nepravega odnosa med politiko in sodišči je pri rednem sodstvu. Netransparentno imenovanje sodnikov je že vir, kjer nastane ta vez med politiko in sodnikom, ki se potem nikoli ne pretrga. Imenovanje sodnikov v Sloveniji je tako netransparentno, da ga izvaja en organ, sodni svet, ki nihče od nas točno ne ve, kako tam imenovanje poteka. Primerjalno, ko sem gledal, je samo še mogoče v Moldaviji tako netransparentno imenovanje sodnikov. Dva profesorja so želela biti opazovalca dela tega enega od najvišjih organov v Sloveniji, sodnega sveta, pa so nama zavrnili, da bi tudi iz raziskovalnih razlogov bila prisotna in opazovala njihovo delo. In posledično, ko nekdo dobi pozicijo, službo na nek netransparenten način, mogoče preko neke usluge, nastane ena vez uslužbenstva, kjer potem je velika verjetnost, da se bo usluga vračala. Še posebej, če je to velika služba, dosmrtni mandat. Vse toliko bolj, kot če je to samo ena mala uslugica. In mislim, da je tu nastane ta vez med sodnikom in politiko, ki je potem vir tega vsega, kar danes, ali pa ta leta, desetletja se že pogovarjamo, da se sodstvo in politika ne moreta ločiti. Rešitev je, po mojem, v transparentnem sodnikov. Pri ustavnem sodišču podobno. Zdaj,
primerjalno majhne države imajo več te težave kot velike. Vzhodnoevropske in južne države tudi. Slovenija tu nekako spada v med majhne in med južne in vzhodnoevropske. Zato bi bilo koristno, da se poveča transparentnost in da se o tem veliko pogovarja. Zadnjih 20 let je bilo veliko, je bila bolj tišina glede teh tem, potem nekaj let smo govorili, da so to napadi na sodstvo, ko se o teh temah pogovarjamo. Jaz mislim, da je prav, da se o tem razprava prej, samo tako se bo izboljšalo delovanje sodstva in ustavnega sodišča in bo manj te povezave z republiko. Najlepša hvala, Juri, za to mnenje. Kolega Pavliha, ne moremo mimo arbitraže. Za vas je vprašanje, kako zdaj ocenjujete, da je sodišče EU o dopustnosti in vsebinski slovenske tožbe proti Hrvaški glede arbitraže odločilo ločeno in da bo odločilo ločeno na eni sodbi. Kako komentirate zdaj zadevo za to arbitražo? Kaj se dogaja? Ja, ta nesrečna arbitraža, jara kača, skoraj da že del paralelne polpretekle zgodovine v odnosih do naših sosed. Pred približno ducat leti sem napisal eno satiro, ki je imela naslov Bajka o šahovnici in trdnjavi. In žal bi vsebina ostala identična, samo trdnjavo bi verjetno nadomestil s kmetom, pa ne glede kere barve, ali belem ali pa črnim. Za razumevanje tega, kaj se bo zgodilo 11. decembra, najverjetneje bi vendarle šel malo nazaj, namreč v čas nastajanja arbitražnega sporazuma, ki kot oblika ni bil nič narobe. Torej obratno, celo pač povsem legitimen način mirnega reševanja sporov, če lahko rečemo. Problem je bil pa v vsebini. Menim še vedno, da je Slovenija preslabo izpogajala nekatere reči, od recimo do teritorialnega izhoda na odprto morje, potem recimo uporabe oziroma neuporabe načela ex aequo et bono in tako naprej, da ne bom šel v podrobnosti. Zlasti pa smo naredili eklatantno in nepopravljivo napako, da nismo vztrajali pri prvotni zahtevi, da mora Hrvaška pred polnopravno vključitvijo v Evropsko unijo rešiti, ne se samo dogovoriti o načinu reševanja, vsa odprta mejna vprašanja z republikami bivše Jugoslavije. Tega nismo storili. Potem se je leta 2015 dogodila prisluškovalna afera, na katero je pravzaprav Hrvaška komaj čakala na to, da dobi alibi, da se dokončno izmuzne iz arbitraže. In točno to se je zgodilo. Ampak Slovenija je zopet oklevala in bil sem tedaj verjetno eden od edinih, pa je biti težko ponosen na nekaj, ker potem ni bilo uresničeno. Namreč že leta 2015 sem opozarjal na to, da imamo zaradi neizvršljivosti mednarodnega prava pravzaprav možnost uveljavljati svoje pravice glede tega mejnega spora samo v mehanizmu Evropske unije. Imamo procesno, materialno pravno podlago od kršitve že tedaj, ko se je Hrvaška umaknila kljub vmesni odločbi arbitražnega razsodišča, kršitev načela lojalnosti, že tedaj tudi kršitev ene od temeljnih vrednot Evropske unije, vladavina prava oziroma pravna država, pa seveda cela vrsta kršitev sekundarnega prava različnih direktiv na področju ribištva, denimo, pa tega nismo naredili. No, potem smo dobili leta 2017 arbitražno odločbo, pa je Slovenija še vedno cincala in oklevala in potem daleč prepozno, če me vprašajo, končno vložila tožbo na sodišče Evropske unije v Luksemburgu. Res je, da so to vrstne tožbe, torej ene članice zoper drugo redkost,
Ampak res je pa tudi to, da so nekatere članice uspele v dosti bolj banalnih zadevah, kot je mejna problematika. Recimo v primeru tožbe Francije zoper Veliko Britanijo zaradi premajhnih lukenj v ribiških mrežah. Toliko za občutek. Tu gre pa za vitalna vprašanja, še vedno za suverenost, če ravno pač članic, ki pripadajo neki večji združbi Evropski uniji. Vse to in jasno upoštevajoč političen vpliv naše zelo močne in vedno znova enotne sosede, kadar gre za skupnega v narekovajih sovražnika, se bojim, da ne smemo biti, ne moremo biti pretirano optimistični v pričakovanju prvega mnenja generalnega pravobranilca 11. decembra, namreč že dejstvo, da se bo ločeno obravnavalo dopustnost tožbe in potem vsebino kaže na to, kaj se utegne pripetiti, ampak tu bi naredil piko, kajti ne želim tudi za svojim komentarjem še poslabševati že tako in tako slab položaj Slovenije, ki ga ima v evropski areni. Ok, najlepša hvala. Še za sebe sem dobil vprašanje, pa bom res zelo na hitro. Ali je kazenski postopek zastarel, ali zahteva posodobitve in kako bodo računalniki in uporabe algoritmov lahko uporabne v nadaljevanju v sodstvu in ali bodo nadomestile sodnika. Jaz mislim, da kazenski postopek zagotovo ni zastarel, potrebuje pa posodobitve, tako kot vsak pravzaprav pravo se stalno razvija, družba se razvija in mi gremo z njim. Seveda določene nadgradnje pa so vedno potrebne in nujne. Zdaj, kar se tiče računalnikov in algoritmov, to so vsekakor odlična orodja, ki lahko pomagajo sodnikom pri delovanju, ampak bojim se pa dneva, ko bo računalnik namesto človeka odločal o naši usodi. Tega dneva si pa jaz res ne želim in upam, da ga ne bom dočakal v pravo. Tako, zdaj smo pa s časom, smo pri koncu. Jaz bi vsakemu dal samo še minuto za neke zaključne misli, morda kakšno spodbudno besedo za poslušalce, tako da vsake eno minuto pa zaključimo. Izvoli, Marko. Bom ponovil to, s čimer se zadnje čase najbolj ukvarjam, torej za tistim, kar se mi zdi bistvo tudi v pravu, namreč človek. Menim, da bi bilo vse, o čemer smo danes debatirali in tudi drugo, lažje, če bi se slehernik vsaj 5 do 10 minut vsak dan samorefleksivno vprašal, ali je dovolj dober, ali dovolj učlovečeno deluje v prid širše skupnosti. Skratka, meni se zdi vse bolj, tudi v pomenu duhovnosti, bistvo, da bi vsak človek bil vsaj malo boljši človek. Super, lepa misel. Kolega sodnik, izvolite. Morda je minuta premalo, pa bi prepustil besedo naprej. Pa 2 minuti za Klemna, izvolite. Jaz bi ponovil tiste bistvene poudarke. Mislim, da moramo vse inštitucije se truditi k temu, da utemeljimo na resnici. To velja za vsakega, ki ima kakršnokoli pristojnost na kakršnikoli inštituciji. In kadar začuti pri sebi, da je šlo preko resnice, preko pravičnosti, resnica in pravičnost združeni, da povzdigne glas. To gre od mikroravni, od vsakega posameznika, danes je bila tema o posamezniku, pa vse tudi do makroravni. Ko gre za zlorabe, takrat ne bi se smeli niti spraševati, ali se jih lahko preiskuje ali ne. Vprašanje je edino, do katere meje. Vselej znova se od časa do časa javno aktualizira vprašanje o morebitni legalizaciji prostovoljne pasivne evtanazije. Nedavno je bilo sproženo neko večje takšno gibanje, ne vem, kakšen je končni rezultat. Jaz sem o tem že večkrat pisal in javno govoril. V vseh teh polemikah se izpušča tisto, kar je zame bistveno. Že po sami sodni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice je sestavni del pravice do življenja odgovornost, pravno določena obveznost države,
da za pravico do življenja in dostojanstvo umirajočih in na smrt bolnih poskrbi država predvsem z optimalnim delovanjem, razumnim optimalnim delovanjem v smeri čim širše mreže, čim bolj kakovostne paliativne nege in oskrbe in delovanja hospicov. Ob vsaki ponovitvi te razprave v slovenskem javnem prostoru se to pravno ključno dejstvo ignorira, spregleda. Jaz sem celo pisal na različne naslove tistih, ki se ukvarjajo s paliativno nego, to pojasnil in tam zavzel tezo, da so po mojem prepričanju izpolnjeni iz tega naslova tudi pogoji za sodne postopke, ki bi se morda končali pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, nisem dobil odgovora. Ta tema se mi zdi zelo pomembna in opozarjam na to, da že po nekih statistikah, koliko postelj mora biti na voljo za te potrebe, na število prebivalcev, pri nas samo po teh grobih, najosnovnejših statistikah, menda v tem trenutku primanjkuje 2/3 postelj. Zame je to kršitev pravice do življenja iz tega naslova. Hvala lepa. Kolega Jančar. Zdaj, jaz bi se samo vrnil na tisto prejšnjo temo, kjer sem rekel, mislim, da je Jering rekel, da si boju pridobi svojo pravico. Mislim, da je naloga prava, pa pravo bi rad sam videl, pa pravo bi rad, da bi naši državljani razumeli kot tisti ščit, s katerim lahko formirajo sebe kot samozavestne posameznike, da lahko stopajo v primeru konfliktov tudi pred državo kot neko pošast, ki je nismo še čisto ponotranili kot naš lastni stvor. Se pravi, da se razume, da je država tako stvar vseh skupaj nas kot tista, ki bo lahko zagotovila, da posameznik notri uspeva in pravo k temu naj stremi. To je tisto, kar se mi zdi najpomembno, ker brez hrabrosti ne bo nič. Hrabrost pa ti daje tisti, kar stoji za tabo in pravo mora stati za človekom in mu pomagati v tem vsakodnevnem boju. To je to. Hvala. Kolegica Doljak, izvolite. Pravo brez znanja je zelo nevarno, pravo brez sočutja je pa včasih smrtno nevarno, sploh na področjih izvršilnega, civilnega in delovnega prava. Če se navežem na kolega Terška, so tudi mene hoteli za zagovornico proti evtanaziji. Sama sem rekla in še vedno trdim, da rada živim in hvaležna sem našemu zdravstvu, da imam odličen suport, da lahko delujem kljub vsem telesnim omejitvam. Tako, da sem dilemo evtanazije prerasla. Najlepša hvala, lepo. Še doktor Toplak iz Amerike bo povedal zaključno besedo. Tako, Juri, kar izvoli. Zdravo, se slišimo? Ja, kar izvoli, kar povej. Minuto za zaključne besede. Ja, jaz pa za zaključno odgovoril na tisto vprašanje, ki si ga prej prebral, da ga je en poslušalec poslal, pa si že delno ti tudi odgovoril, ali bodo računalniki nadomestili sodnike in ti si rekel, da se bojiš dneva, ko bi namesto sodnika odločal računalnik. Jaz se pa rekel, da se bojim dneva in mislim, da ne bo šlo, da bi sodnik odločal brez računalnika. Ker računalniki in algoritmi jasno ne bodo nadomestili sodnika, ampak nas vsakodnevno seznanjamo z novimi študijami, da računalnik lahko prebrska sodne prakse v nekaj sekundah, da rešite
v nekaj sekundah toliko sodne prakse, kot je človek v nekaj mesecih ali pa letih ne more, in tudi napake, naprimer v osnutku sodbe, v računalnik najde nekajkrat več napak v sekundah, kot jih bi našel človek, ki bi iskal napake v sodne prakse in letih. Tako da z pomočjo računalnikov algoritmov bo sodna praksa vsekakor bolj poenotena, kar pomeni večjo varnost ljudi pred. Upam, da bomo vsi čim prej to sprejeli, ker nam bo in pravnikom in ostalim koristilo. Hvala, Jure. Absolutno se strinjamo, da računalnik je zelo lep vrhunski pripomoček, dokler nas nadomesti. To pa mislim, da se strinjamo. Tako da hvala lepa vsem sogovornikom. Moja naloga je, da zdaj vso to znanje zberem, si ga zapišem in predam študentom, da bomo čim boljšo generacijo v prihodnosti imeli. Tako da še enkrat hvala vsem, hvala USINFO za dogodek in srečno in hvala.